Dobro jutro, spet sem nazaj, Car Audio Empire. Če ste gledali prejšnji video, videli ste, da so mi dejansko zmontirali celo musko v avto in takrat sem si želel imeti woofer pod sedežem, češ rabim prostor. No, zdaj po enem letu sem gotovil, da rabim več basa. In sem jim rekel, dajte mi en woofer nabiti noter, da bo res nizka frekvenca, in so itak rekli, da bodo. Tako da zdaj sem tukaj in zdaj le bo prijatelj tole zmontiral. Kako si prijatelj? Po glasu ne najboljši, ampak Jutranje. bolj jutranji še, ja. Tako da se moramo še malo zbuditi. Jaz sem glih vletel po neki burek, da se okrepčava in najbolj, da kar začnemo. Najprej malca, pa da Honda razpade. Daj mi povej, koliko časa bova rabila za ugraditev subwooferja? Ja, danes, ko se bova še malo igrala pa govorila zraven, jaz računam, da vam tam nekje okrog enih zaključila. Zdaj v primeru, da se samo dela, da se ne snema zraven, je nekak takle poseg traja tam nekje 4 ure, 3 do 4 ure. Kva pa mava midva, kaj pripravljenega za mene? Se pravi, subwoofer od Alpina, R-serija, zelo glasna zadeva, pa vse zelo lepo igra, zdrži veliko moči, škatla, itak, navaden, okrogu port, nismo delali slot porta. Kva je to sploh slot port, kva je sploh okrogu port, kva je to? Daj povej, ljudje nimajo pojma. Se pravi, aeroport oziroma okrogu port oblika, noter je, bom rekel, cev, zaključki, da lahko subwoofer normalno diha, se pravi globji bas, malo glasnejša škatla, slot port, zelo podobna zadeva, samo da je kvadratne oblike. Vsak ima svoje prednosti pa svoje slabosti. No. Čak, temu smo mi včasih rekli bass reflex? To je tip škatle. To je tip škatle, se pravi, pri škatlah, škatel poznamo dost, imamo zaprto škatlo, ki je načeloma malo boljšo kontrolo drži na subwooferju, bas je mehen bolj trd, pa škatle so v osnovi malo manjše. Potem imamo bass reflex, tako kot je tole, veliko glasnejše, ampak ima pa nekak pik, se pravi najglasnejši je na določeni frekvenci, nima več lepo linearnega razpona, tako kot ima recimo škatla, zaprta škatla. Ne? Daj mi povej, zdaj kva pa je tole neki tukaj? Tole imamo pa zate večevalc. Malo močnejši, kot je subwoofer. Tokrat vidim, da ni Alpine, ampak je kva Hifonix Zeus. Hifonix. Se pravi, to je v bistvu enkrat 400 W, enkrat 700, enkrat 1200, se pravi, tale bo samo poganjal subwoofer, tistega, ki pa malo obstoječega postanejo za zvočnike. Zdaj, zakaj smo dali tega? Zato, ker dost moči, oziroma mehen več moči, kot jo rab subwoofer, kar je v bistvu prav. Zdaj, tale konkretno da na enem ohmu, tako kot bo priklopljen subwoofer, da 1200 W ven, subwoofer pa načeloma drži tam po deklaraciji nekih 750 W. Malo presežka, ampak ponavadi je boljš malo presežka na večevalcu, kot pa na subwoofer. Tole mi malo mehno zgleda naspram temule wooferju. Jaz sem bil vajen v njih orango večevalcev velikih. Kaj je fora tega? To je pa nova tehnologija. Danes so tudi laptopi močnejši, kot vsi te stari računalniki. A ja, tudi tole so šli naprej, ali kva? Da vidimo. 1200 W RMS v tej mehni zadevci, lejte, koliko je veliko, kot moja rokica. Nekaj sva rekla, da bo obračala škatlo. Pa videla, kako boljš igra, kako je glasnejše, kako boljš igra, kako se lep sliši. A bo subwoofer obrnen naprej v sedeže, ali bo obrnen nazaj v prtljažnik. Ajde, bomo naredili test, če škatla paše. Je hotel Blaž malo bolj zakomplicirati z nekimi blendami pa to? Pa sem jaz rekel, glej, ne rabiš. Aha, hudo. Še vedno imam ful prostora dejansko. Hvala Bogu, da ima dosti velik gepek. Pa še odpre se lepo. Ni dolg časa zdržal. Pa gre že ven. En let! Ampak to ti bom povedal, dober igra. Res tako, jaz sem bil ful zadovoljen naspram originalu, ki ga ni bilo noter, veš, ki ni sploh basa. Tole je naredil res wow. Ok, kakšen je plan zdajle? Zdajle bova začela z večevalcem, prvo bo večevalc priklopila. Na isti mest, ki je bil ta woofer, ne? Na isti mest, ki je bil ta subwoofer. Prav sedeš ven, naštimac lepo, uporabil boš stoječe kable, že činče. Ne, to pa ne. Ne? Oziroma činče bom verjetno, ja. Činče pa bom. Napajalni kabli grejo pa predvsem močnejši noter. Kva pa ti iščeš tam dol zdaj? Ja, kje bova prišla do akumulatorja? Kva pa imaš to zdaj neko kablovje? To pa je zato, da bom imel večevalc do zaloge elektrike. Moj dona, to pa je kabletina.
pa zdaj to? Že pa pripravljamo varovalko. Ta prva stvar, ki je treba imeti zavarovano elektriko v avtu. Kako pa zdaj to špricaš? To pa zato, da si kabli ne bojo oksidirali. Final touch. Joj, kata nam. Prav, koliko imamo tukaj kaj kablov? Kaj je zdaj to vse skupaj? Imamo napajanje, imamo prižiganje večevalca, imamo izhod za subwoofer nazaj, pa imamo daljinček. Sam še minus postavimo noter, pa priklopimo večevalc. Špusnil stare kliše, nama nova doba. Pa imamo pa kontakt za minus. Kva imam jaz v roki, wireless spajkalnik. To pa še nisem videl, na USB. Koliko časa zdrži kaj baterija? Cel dan dela. Ne se hece. Ok, tadam! Nekaj najlepšega je odpirati nove stvari. Evo ga. Blaž, daj mi povej, zakaj folk sploh vgrajuje subwooferje? Kaj je poanta tega zvočnika? Da trese? V bistvu zato, da so tiste nizke frekvence, ki jih, zvočniki ob standardnih montažah ne morejo doseči. Pravi, subwoofer ponavadi igra frekvence od 80 Hz dol. Lahko igra tudi nižje, ampak ni to to. Vsaj ob, takih montažah, kakor jih ima avto, v originalu noter. Če gremo predelovati vrata, če se gre, delati posebej škatle na vrata noter za zvočnike, potem lahko stisne dol, ampak še zmeri subwoofer za najboljši zvok skoraj mora biti v avtu. Mogoče je Blažu malo neroden, ampak da jaz poenostavim. Subwoofer je zato noter, da imaš občutek, da si v diskoteki, da si na partiju in ko ga začne bum, 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 da dejansko tudi ti delaš bum, 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 da čutiš bas, da dejansko gre tok low, da ti džigere potrese. Zato je subwoofer. Kdo je pa delal škatlo? Sami smo delali tukaj. Po meri narejena za tvoj avto. Da ga tako paše noter. Kata na mamo. Kako se kaj? Super, ti? Evo. Spet pri nas. Dela se. In kako vam gre? Ja, učeval smo že dal noter, zdaj bomo dali škatlo, bomo pomerili levo, desno, gor, dol, kaj boljši igra. Dobro. In to je to. Po mene nič ne rabite. Ja, lahko preneseš kaj za jesti, za pit. Kaj zdaj to naredil? Kaj je to? To sem ti pa zdaj ta pravo opornost naredil na subwooferju. A ti s tem v bistvu korigiraš ome? Ok. Vidiš, pri Radio Empire ima tudi ful čisto delavnico. Kdo je to pršel? Drugič. Igor, kako si Igor? Pa bo ne, akcija skozi se Lepo grešamo te, da preveriš situacijo. Jaz sem, da Blaž zna vse sam dobro narediti, pa ne rabim tudi toliko čepirati. Ful dobro zgleda. A ste že fertik? A si fertik, Blaž? Dela. A si naštelil vse? Fertik. Sam še škatlo ti prišel, pa noter bi za to. Veš, kakšno penco mi je dal na tablico, zelo tako rukal grdo. Bomo nekaj zrihali. Dolinski avtocesti proti... Jebem ti, Val 202. Gužva.
No, pa da slišimo vaše profesionalno mnenje glede wuferja. Ja, igra po mojem zelo dobra, ne. Mečkan se moraš ulavfati zvočnik, ker novi zvočniki nikoli ne igrajo tako, kot pač ulavfani. Sem presenečen na rezultatom, zato ker ponovadi v takih avtih ne igra tako dobro, zaradi same oblike, zaradi zaprte police pa to. Sem navdušen, no, jaz sem v bistvu manj pričakoval, če po pravici povem. Hvala ti, stari. Res je monter pa pol. Car. Hvala. Priporočam ljudi moji, Blažu montirati, Igorju Porobo, seveda kar Audi Empire, spet so zrita Loreng. Svi pa če rabite, pa če hočete se pojačati glasbo v avtu, če ste siti tistih original navadnih zvočnikov pa hi-fi sistema, dejte spodaj klikati na njihov link, naročite se, pejte malo pogledati njihovo trgovino, pa kupite si kaj, da boste uživali v glasbi, koliko uživam jaz že 20 let. Hvala za ogled, lajki, šeri, subscribi, klasika, to pomeni, da spod lajkaš, malo deliš, pa to je to. Jaz pa grem naprej, Igor, časti, kosilo. Čau! Vidimo.